Sreden vek, stari. Brez veze, bedno. Stroga pravila, stroga cerkev. Župnik, ki ti basically leži pod poslo in pas, da ne uživaš preveč pri seksu. Beden sex life, če črto potegnemo. A ne? Ne! Wrong! Honestly, bili so bolj seksualna bitja in bolj odprti, kot smo mi danes. Gremo v ta video. Alien imamo tukaj živi na Alien kanalu, zelo na hitro. In vse se začne že per ulicah. Naprimer, v Angliji so se ulice imenovali potem, ker si tam dobil. Naprimer, da sem si izmislila Perfume Alley. Diagon Alley. A štekaš, pa imaš Baker Street, ok? Baker Street, Sherlock Holmes, Pek je bil tam ali nekaj. In pol imaš Grapes Street. Jaz sem tudi večkrat rabila, da sem dojela, kaj ima grozdje skup z seksom, ampak nima realno. V bistvu grape je kot groping, groping pa pomeni neko zašlatovanje, ne primer šlatenje. Ta ulica je bila baje tako zelo temna, da si lahko zelo spotoma nekoga gropal, pač prijel, na pol posilil s prsti po te vrti. A štekaš, kaj mislim, pač you could touch like an octopus. Pardon, ni bila Grape Street, ampak Grape Lane. In ja, tudi tam si najdel pač preslej, zaradi te temine so bili tam razni bordeli. In bordeli takrat v srednjem veku, naprimer Angliji, so bili veliko bolj splošna in sprejemljiva stvar, tako kot tukaj. Bili so omejeni so bili naprimer na ulice, da si rekel, vedel si, če greš na ulico, boš dobil to, pa to. Danes recimo se mi zdi, da se bolj skrivajo te stvari. Če greš je bolj danes, kada želimo obstoj tega pomanjšati, skrit, zakrit, če veš in to je to. Kar se tiče dejanske prostitucije, je insane, ker so mogle biti prostitutke načeloma v določenih evropskih državah tudi tako oblečene, da se jih je prepoznali. Predstavljaj si, da okrog hodaš kričečo barvo, ki govori, da si prostitutka. Nek rdeča, nek rumena, nek zlato-bela, recimo. Nekje so mogle dejansko nositi zvonce. Zvonce, da so naznanjale, da so prostitutke. Kdo so bile pravzaprav prostitutke? V bistvu v veliki večini primerov so bile to punce s podeželja, ker je bila to za njih edina tako odskočna deska, da so prišle v mesto. Ker pa s prostitucijo se je dokaj dobro služil in avtomatično si lahko potem s tem denarjem tudi začela kaj drugega početi. Imamo en velik mit iz srednjega veka in ta mit se glasi, da se oni niso kopali, so se kopali, definitivno so se kopali, tudi nižji sloji peasants, ki jih je bilo, ne vem, 90%, velika večina, so se kopali, ampak je pa res, da manjkrat. Ampak je bilo pa kopanje težje dostopno, to drži, in so imeli dejansko skupne kopeli, kar pomeni, da je bilo normalno, da si hengal svojemu prijateljem, prijateljco, s familijo v kopeli nek in pač hengal, to je bila tako kakava pri nas in si bil pač v kopeli skup nek. In malo je bila tam prostitucija ful upletena v to, mislim, predstavljam si, da tako s familijo lastno se kopaš, ali pa s frendi, ali pa s partnerjem in tako uleti prostitutka tam prosit, če si za kakšno akcijo. Tam so zelo hitro najle stranke, ker ljudje so kot prvo nagi in verjetno jim tudi malo bolj dogaja. Pač ja. Imeli so pa tudi bordele, ki so temeljili na kopelih, torej, da si šel tja, si že po defaultu vedel, da dobiš kopeli in pa še kakšne druge usluge, a ne? Ampak ja, bila je to a thing, da dejansko. Danes, če to sam pomisliš na, ne vem, welcome spa, ker itak sploh nek čez mejo ni pri nas, a ne? In je oh my god, a veš, pri njih je pač tako bilo v ulicah nasploh, pač, danes si šel tja, mečken v kopelj, mečken ga je v roke prijela. Fine, good for you, man, good for you. Pa po drugi strani, ko pridemo do srednjeveške katoliške vere in njihovih pravil, ne veš, kako lahko bordeli, kakor tukaj najdejo in uberejo svojo pot, ampak dajmo raziskati to. Pravila za njih so bila bizarna. Seksal si lahko samo v misionarskem položaju, samo ko si poročen s svojim partnerjem, definitivno si mogel seksati na poročno noč, ampak seksal si lahko samo z razlogom, da dobiš otroka, torej da se razmnožuješ. Ves ostali seks je greh. S tem mislim tudi oralen seks, ročni seks, vse to je greh, ker ti ne bo dal otrok. Brez seksa v soboto in nedeljo. Samo v misionarcu, da ostane na raven položaj moškega ženske, moški zgoraj, moški nadrejen. Ne biti popolnoma nag, ker to je preveč exciting, da se ne bi slučajno preveč vzburil. Mislim, ni mi jasno, kako lahko ta pravil obstaja, če se moški more do najvišje točke vzbur, da ima orgazem, da naredi otroka. In pa čim manj zabave možno. Ne uživati v seksu, basically. V zadnje se še peta, da teh pravil noben ni upošteval. Bili so takrat napisani rokopisi, ki so trdili, če Adam in Eva basically v raju ne bi zajebala cele situacije,
bi bil seks ful lepa nedolžna stvar. Torej, ona, da bi se samo pogledala in z mislimi bi se oplodila, a ne? Ampak ker sta takrat v jabolk zagrizla, oziroma Eva v jabolk zagrizla, je sprožila ta prvi greh, ker je ta mesnat užitek ratov atink in šele v tiste točke naprej, kaj je dejansko treba dati penis noter v lukno in dati rata otrok. Ker pa pač povzroči užitek in to je ful velik greh. Baje obstajajo neki zapisi iz Prage. Tja jaz grem kmalu po maju. V glavnem. In ne vem, kdo že je bil zaposlen oziroma zadolžen za to, da hodi od hiše do hiše in dejansko sprašuje katoličane, kaj jim je kul in kaj jim ni, pri veri, pri dogajanju, pri vsemu pri skupnosti. In so vsi imeli ful pritožb nad župniki in to so bile take, ki jih tudi danes doživiš, ne moramo vse v isti koš metati, ampak ja, se najde župnika, ki mu pregaš televizijo pa prvo slab porniča štekaš. No, in so imeli take obtožbe. En duhovnik je imel svoj lasten bordel in zaposlene 4 punce. Enega so zelo pogosto videvali, da je k sebi domov vabil seks delavko, ampak njegov opravičil za to je bil dejansko, da je rekel, pa sej, kujka gre začneva in kujka odide, plačam in kuj mora iti. In to je bil izgovor. In pa je bil še dan, ki je pa zmagovalna stvar, kaj si zgodilo, je pa to, da so ga najdeli v bordelu in je zapaničaril bividnek in je začel lafati čez celo Prago, čez glavne ulice Nek. Nauk zgodba je to, da če duhovniki niso mogli upoštevati teh pravil, tudi normalen smrtnik ne bo in jih pač niso. Tako da pridemo do fun sex life-a. Seks je bil skoraj javna zadeva, zaradi tega, ker je bil prestiž takrat. Kot sem rekla, 90% ljudi je podložnikov, kmetov zelo revnih. In takrat ni bilo, mislim, prestiž je bil, da si imel svojo zakonsko spalnico. To je bil tisti 1% premožnih. In pač velikokrat se je zgodilo, da je bil seks javen, ker si mogel iti ali v temno ulico, ali si mogel doma v istem prostoru, ker je bila zraven družina, ker težko si bil sam, osebno bi šla v gost, sam povem. So spraševali ženske, baje, a imaš doma predmet izdelan oziroma izoblikovan v tako obliko, ki paše tvoji notranjosti? In pa je naslednje vprašanje se glasi, a si ta predmet kdaj navezala na pas in ta pas zapela okrog svojih bokov in poskušala zadovoljiti drugo žensko? In mi mislimo, da smo začeli izumljati te stvari. Zelenava, če mene vprašaš. Potem imamo pa teste impotentnosti, to sem pa enkrat v enem videu že omenjala in je res bizarna zadeva. Pač moški dejansko mogel pred kanclem dokazati, da je potenten, da pač lahko oplodi ženo, da je vreden, dejansko da je vreden za roke in poroke. Mogel je pred zaroko ali pa po zaroki, pred poroko dokazati, da lahko seksa. In včasih to ni pomenilo samo, da ga je mogel pred njimi dejansko dvigati, pomenilo tudi, da mora dejansko zdaj žensko izvesti seks pred njimi. In pač ja, definitivno kdaj to ni šlo, ker freaking shit vemo, danes smo toliko izobraženi, da vemo, da pač pritisk definitivno ni dobra stvar za to. In obstaja en primer enega Johna, Bogi John, ki so mu dali več žensk, samo zato, da bi dokazal, da lahko. Več žensk so se ukvarjale z njemu, ki so poskušale to usposobiti in se ni dvignil in takrat je bil javno razglašen, da imajo vse splošno neuporabno orodje. Plus to, da obstajajo zelo jasni dokazi, da so bili že takrat transvestiti. Kaj pa, če si bil višji rang? Mogoče še malo hujša situacija, ker poročna noč je bila tisti the shit, ko si pač mogel obvezno v sobi seksati, ampak nisi bil sam. Sprav prvo kot prvo, če si že poročen z osebo, ki ti itak niti mal ni cool, je bedno, ampak če ne drugega so imeli vsaj tak obred, da so imeli najprej noter mini žurkico z vsemi, ne z vsemi udeleženci, pa z najbližjimi, so veliko vina spili, sploh mlado poročenca, pa so šlo poslo, sta lahko vsaj zagrnili tiste zavese in sta mogla seksati, ker drugač uradno poroka ni imela čeka, ni bila zaključena. Courtly love. To pomeni realno, da poročena ženska ima svoje ljubimce oziroma tiste, ki so tu živeli na dvoru, ampak niso njen partner, niso njen mož, ki je njihova nekak naloga oziroma splošno sprejemljivo, da ji dvorijo, da ji romantiko zganjajo, da jo očarajo. In med njimi je bil značilen seks, tak zelo brzinski, v bistvu quickie, tako kjerkoli sta najdla moment zase, sred hodnika, v dvoru, v eni sobi, pogosto tako, da je kdo videl, valjda, ampak to je bilo nekako normalno, sprejemljivo. Tako da kdo da hek mi bo na tej točki rekel, da imajo oni
beden sex life. Banquets. Saj mislim, da sem to prav razumela, da so se dobivali in poanta teh zbiranj je bila seks zgodba, ampak na koncu je mogla imeti en funny twist. Take glupe so bile, ampak njih je to ekstremno zabavalo, vzburjalo, ne vem, da so si povedali zgodbo o tem, kako je bila mlada punca pa starejši mož in potem sta, ne vem, mogla seksati na poročno noč in potem je prišel njen ljubimec dol in je klical, ne vem kaj, in pol je, ne vem, on rekel, kiss my ass in pol je dejansko nastavil rit in on je dejansko kušnil njegov rit in to je bil njim največji event in ne vem kaj. In take seks zgodbe so si razlagali, ampak na koncu je vedno mogli biti smešen. Pa jedali so ful zraven, tako. Taki eventi, če bo danes bi folk to šut, če bi bilo splošno sprejemljivo, ampak nič tacga ni, je res ful splošno sprejemljivo. Vse danes je tako, imaš seks klube, imaš, ne vem, orgije, ampak mislim, imaš enega na 1000 po moje, kaj je šel, ali pa enega na 200, recimo. Potem obstajajo zapisi, ki je bilo neskončno seksa, ki se je odvijal v hlevih in pa so bili vsi, zakaj je bilo toliko seksa v hlevih? Mislim, pač itak prvo bi se šel tja skrito, ali da si imel sam, I guess. Ampak načeloma zato, ker so pač podložniki tam spali v hlevih in pač, če si hotel seksati sidak v spanju, se pravi v hlevu, seksal, da. Da ne govorim o tem, da so cerkve imele razno razne, na kapitelih, torej vrh stebra, ki se povezuje naprej na stavbo, tam so bili potopljeni seks, pač seks grafike. Ali pa kakšna posilstva, ne vem, dejansko ženska, ki je recimo bila prešušnica, torej varala, tralala in potem kaže, kako jo klo mučijo, da ji žabe pa kače se sajo prsi, recimo. Kakor ja, kakor sem rekla, danes imaš mogoče neomejeno količino pornografije in pač sanjaš o tem, takrat je pa moglo več stvari v živo potekati in tudi so in je res noro, ker vse splošno bolj odprti, kot danes, če ste mislili, da ta video govori o tem, koliko je bilo bedno. Moram pa zdaj zaključiti, prej mi baterije zmanjka. Upam, da mi video všeč, polajkajte, naročite se, pofollowajte na Instagramu. Alien Mama out, aj čau, bye!